Jaz bi se v tem mojem prvem delu osredotočil predvsem na perspektivo 2007-2013. V nadaljevanju pa bo vsekakor možno še gospa, ki je še izpovedala o novi finančni perspektivi, o možnostih za občine in za vse nas. Pomembno je dejstvo, da je Republika Slovenija še vedno neto prejemnica sredstev Evropske unije, kar pomeni, da več prejmemo strani EU, kot se bo poročam EU plačena. Zdaj v nastopu druge Janševe vlade je bilo stanje črpanja 1,7 milijarde evrov, kar pomeni, da je bila realizacija črpanja zelo slaba. V letih 2008 do 2012 se je v povprečju letno črpalo 60% planiranih sredstev v proračunu. Zdaj pomembno je izpostaviti, da je v enem letu praktično vladanja, ko je kohezijo vodila državna sekretarka, poleg mene Slovenija počrpala približno milijardo evrov in prvič dosegla 100% črpanja glede na plan. To se je prvič zgodilo leta 2012. Zdaj, kot sem omenil, je finančna perspektiva začela leta 2007 in prvi razpisi so bili objavljeni v prvi polovici 2007. Prve odločbe smo začeli izdajati na začetku leta 2008. Ena zelo zanimiva oziroma pomembna zadeva je ta, da tudi, ko smo začeli prve razpise razpisovati, nismo imeli potrebnega operativnega programa. To sedanja oziroma prejšnja sedanja vlada v bistvu ponavlja, da ni možno razpisati sredstev, glede na to, da nimamo še operativnih programov potrebnih. Kar tukaj se vidi iz tega, da ni čisto res. V tistem obdobju smo bili tudi prvi v Evropi, ko smo dobili akreditacijo za sistem izvajanja, ki sploh omogoča povračila strani Evropske unije. Zdaj, meni so tukaj zanimive dve povezavi. Se pravi, dobro začeto 2007 in odličen rezultat črpanja 100% v letu 2012. Zdaj, tukaj, če potegnemo ene usporednice, je to, da je v obeh primerih kohezijo vodila Monika Kirkeš-Rojs, predsednik vlade pa je bil Janez Janša. Zdaj, tukaj je zelo ključno in zelo pomembno to sodelovanje. Si bom glaznil pa dovolj povedati čisto domače. Predsedniku Janši je vse jasno na evropskih sredstvih. In to se mi zdi ključno tudi za sam uspeh črpanja evropskih sredstev. Zdaj, še ena izjava mi je bila tudi tako pri srcu, zdaj sem mogoče malo podoživljam tudi do moje sodelovanje v tej zgodbi, ampak izjava, ki je bila celo dana strani državne sekretarke predsednika vlade, je bila naredil vse in še več, da v Bruslu ne pustil niti enega evra. Tega duha se mi zdi, da nam zdaj manjka sploh v trenutnih političnih razmerah v Sloveniji. Zdaj, če vse to primerjamo s sedanjo situacijo, ugotovimo, da nimamo še niti osnovnega partnerskega sporazuma podpisanega strani Evropske komisije. Mi smo ena izmed zadnjih držav, ki tega nima. In če se zavedamo, oziroma če se želimo zavedati, da stane pa nas na področju kohezije res zelo kaotično. Zdaj, z letom 2013 se je zaključilo obdobje druge perspektive, poraba pa je možna do 31.12.2015. Zdaj, glede na dinamiko in na vse, kar se dogaja pri nas okrog evropskih sredstev, mislim, da težko pričakujem kakšen bistven napredek. Zmotno je tudi prepričanje oziroma neke izjave, da bodo ostanki, ki se bodo pojavili, možni v letu 2015. Mislim, da bomo tukaj dovolj dokazal strani županov, da en tak resen projekt v infrastrukturo ni možno speljati v bistvu v pol leta ali pa v enem letu. Žal pri nas ne. Zdaj, sploh recimo ob nadaljevanju blokade zaradi nepravilnosti so pa v nevarnosti tudi že odobrena sredstva. Zdaj, ne vem, zakaj je v bistvu taka težava s to blokado. Jaz se spomnim, tudi v letu 2012 smo se soočili s to blokado, ampak z nekim resnim pristopom, z nekim
z nekimi se pravi koraki, trdnimi zavezami, smo hitro sprostili in izplačila so tekla naprej. Zdaj, ključno je tudi to, da smo spodbudili investicijsko aktivnost z vzpostavitvijo oziroma smo angažirali dodatna sredstva, tako imenovani over commitmenti, presežne pravice porabe, s katerim se v bistvu smo generirali dodatno gospodarsko aktivnost in posledično seveda tudi gospodarsko rast. Zdaj, to je, se malo navezujem tudi na Alenko, se pravi, rezultat investicij in vlaganje investicij se kaže čez leto, dve. In to je rezultat tistega dela, ne pa rezultat oziroma dosežek sedanjih politik. Zdaj, moje mnenje je takšno, da kohezijsko politiko bi morali voditi strokovni ljudje. Žal vidimo, da tudi vlada Mira Cerarja ne posega potem, ampak izbira skrajno po strankarskem ključu. To seveda ni dobro in nas ne bo propeljalo na še doženjenih rezultatov. Zdaj, izpostavili pač moramo tudi seveda svetle točke, videli smo zelo delo predstavitev občine Grosuplje. Izhajajo zelo lepe zgodbe iz te perspektive, praktično v Sloveniji ni občine, ki ne bi imela saj enega projekta, saj delno financiranega sredstva Evropske unije. Posod vidimo table z napisi sofinancirano strani EU. Tukaj se vidi pač ta doprinos in prispevek Evropske unije. Zdaj, občine ste v okviru razvoja regij imele na voljo še dodatnih 600 milijonov. Zdaj pač občine se trudijo po najboljših močeh, ampak vidno opažamo, da velikokrat ne gledijo na neodzivno državno birokracijo, na neodzivne inštitucije, ki zavlačujejo, pa ne bomo rekli, da včasih tudi namenoma, ampak včasih človek dobi res občutek tudi namenoma. Zdaj, kako se temu izogniti, kako to, meni je bil zelo všečen sklep vlade, ki smo v letu 2012 sprejela, da v bistvu ministrstvo ima možnost samo dvakrat pozvati k dopolnitvi, se pravi prijavitelja. Ker dogaja se, da je poziv za dopolnitev, občina prijavitelj, se pravi, dopolni vse, kar je potrebno, in potem je poziv na novo in novo dopolnitev. Mi smo takrat sprejeli sklep, da je inštitucija, ministrstvo lahko dvakrat pozove na dopolnitev. Seveda potem se ta sklep ni nadziral in ni v bistvu sankcioniral, tako da so pač potem to upustili. Se dogaja strojno. Določene občine delujejo odlično, pri drugih pa pač bo treba prilagoditi sploh sistem izvajanja, tudi sploh na to novo finančno perspektivo, ki pa za občine je zelo neugodna. Zdaj, nekako strategija tudi EU-ja je bila v tej smeri, da v tej perspektivi so se delali zidovi, če smem tako reči, infrastruktura. Zdaj pa si želijo te zidovi, da vsebino. Zdaj, več o temu bi mogoče državno sekretarka, jaz sem veseljen na voljo še kakšno vprašanje.